Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni obvladovanju COVID-19. Osrednja tema današnje novinarske konference so razmere v naših bolnišnicah, saj se število oseb, ki zaradi okužbe s COVID potrebujejo zdravniško pomoč, žal vnovič povečuje. Za podrobnosti v zvezi s tem je danes z nami predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, docentka dr. Tatjana Leko Zupanc. Govorni jezik bo znakovnega tolmačila gospa Marjeta Bizant. Kar se tiče epidemioloških razmer, današnji podatki kažejo, da je bilo včeraj skupaj potrjenih 143 novih okužb. Včeraj je bilo upravljenih 887 PCR testov in pa 6416 hitrih antigenskih testov. Če si ogledamo prvo današnjo tabelo, bo iz nje razvidno, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 16,1%. Če še enkrat ponovim, včeraj je bilo na novo potrjenih 143 okužb. Število aktivnih primerov se še naprej povečuje. Trenutno je v državi aktivnih primerov okužbe že več kot 5150. 14-dnevna incidenca se je dvignila na 241, 7-dnevno povprečno število novih primerov pa se je povzpelo na 422. V naših bolnišnicah se danes skupaj zdravi že 141 COVID pacientov, od tega 27 na oddelkih intenzivne terapije. Število zasedenih COVID postelj v naših bolnišnicah se je v zadnjem tednu podvojilo, kar bo lepo videno najprej iz tabele, kasneje pa še iz grafa. Če si skupaj pogledamo tabelo in še enkrat ponovim podatke, na oddelkih bolnišnic se skupaj danes zdravi 141 COVID pacientov, od tega na navadnih oddelkih 114, na oddelkih intenzivne nege pa, kot sem že povedala, 27, kar so 4 pacienti več kot dan predtem. Naslednji graf, ki si ga bomo ogledali, pa prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa seveda tudi skupno zasedeno število COVID postelj v naših bolnišnicah. Kot je razvidno iz grafa, se trend zasedenosti postelj povečuje in kot sem že povedala, v zadnjem tednu se je žal število zasedenih postelj podvojilo, kar zagotovo ni spodbuden podatek. Prehajamo k osrednji temi novinarske konference, k razmeram v naših bolnišnicah, seveda s poudarkom na razmerah v naši največji bolnišnici. Zato med nami lepo pozdravljam današnjo gostjo, docentko dr. Tatjano Leko Zupanc, ki je z nami preko Zoom povezave. Pozdravljeni še enkrat, izvolite, beseda je vaša. Dober dan, lepo pozdravljeni. Če se spomnite, še ni dolgo, kar smo imeli eno precej obširno tako novinarsko konferenco, ko so bile stvari še precej stabilne. Žal so se pa uresničile slabe napovedi modelarjev in število hospitaliziranih in okuženih seveda zdaj strmo raste, kar predstavlja probleme v bolnišnicah. Bolnišnice se bodo na novo odpirale, tudi tiste, ki niso bile predvidene v prvem valu. Tudi v kliničnem centru danes priprave tečejo na odpiranje dodatnih kapacitet. Imamo pa sedaj že kar dosti dobre podatke o tem, da je ta različica delta dejansko zahteva dosti večje kapacitete. Raziskave so pokazale, da je tveganje, da bo nekdo potreboval bolnico približno dvakrat tolikšno kot za tiste običajne sebe. Ta raziskava ste gotovo opazili, je bila delana v Angliji, kjer pravzaprav prevladuje različica delta, tako kot pri nas, ko so praktično, kolikor imam podatke iz NIJZ-ja, so večina sekvencioniranih sevov dejansko že delta. Kar se tiče kliničnega centra, lahko rečem to, da prevladujejo sicer bolniki tam letnik 61 in starejši, vendar imamo trenutno 10 bolnikov, kar je petina mlajših od 50 let in v teh so tudi 4 mlajši od 30 let. Skratka, gre za resno bolne ljudi,
2 sta tudi na intenzivni terapiji. Izhod bolezni zaenkrat nemogoče napovedati. Skratka, gre za precej hude klinične slike. Torej, kar se tiče cepljenih, je nekaj bolnikov med temi, ki so sprejeti bili v bolnišnico cepljenih. 2 od teh sta tudi na enoti intenzivne terapije. En bolnik s številnimi pridruženimi boleznimi, starejši, no in pa en mlajši bolnik. Tako da vemo, da cepivo 100% ne ščiti proti težki obliki, ampak razlika med temi, ki so cepljeni in necepljeni, je pa v veliko korist cepljenih ljudi. Skratka, še vedno ima smisel speljati vakcinacijo tako po programu in zato bi apelirala na ljudi 2 stvari. Prva, da se čim prej cepijo tisti, ki imajo dejavnike tveganja in so starejši od 50 let, in pa da se upošteva vse ukrepe, ki smo jih že do zdaj upoštevali. Zelo lepo se je videlo v Ameriki, ko so bili malo bolj korajžni, pa so rekli, ja, tisti, ki so cepljeni, ne potrebujejo nositi maske, to se je potem precej hitro maščevalo, tako da zaenkrat bi še vedno priporočala nošnjo mask v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, redno zračenje prostorov in pa upoštevanje distance.